Pozdravljeni, z vami sem Mika Gantar in danes bom odgovarjala na vprašanje, kaj narediti v tem primeru, če imate težave z vrtoglavico. Prva stvar bomo pogledali tehnično, kako delujejo žile, zakaj lahko pride kater, nam rekla organ, ampak žleza je lahko odgovorna za to. In druga stvar, kaj lahko kot duša predelujete, kaj se skozi to učite. V glavnem vrtoglavica je lahko povezana prvo, če imate nizek pritisk. V zadnjem videu sem že govorila, da je v bistvu v tem primeru problem z obremenjenostjo, pa ni to tehnično, ampak je povezano z obremenjenostjo zadnje popkovne čakre in če imate nizek pritisk, predelujete v tem življenju žalost. Pač obup, tako, sesedali ste se v vase in ker ste se sesedali vase v to svojo žalost, nimate dovolj energije te življenjske, da bi pognala pritisk v možgane. No in zato je lahko pol vrtoglavica. Se pravi, tukaj je prva stvar za počistiti kronično žalost. Seveda lahko zdaj ta trenutek preverjate z mišičnim testom, da vidite, kje ste, in lahko se vprašamo, v tem življenju predelujem kronično žalost. Ja, ampak druga stvar pa je, a sem jo predelala in imam zaradi tega, no jaz vrtoglavic nimam, se pravi, v svoji duši nosim potrebo po žalosti. Ne. Vi preverite, pa boste videli in lahko to direktno vprašate, nizek pritisk oziroma težave z nizkim pritiskom mi povzroča, da imam vrtoglavico in boste dobili direktno odgovor, kaj je vzrok. No, naslednja zadeva je lahko, da imate zamašene, slabši pretok preko vratnih žil in v tem primeru, če imate zamašene žile, če imate povišane trigliceride, če imate povišan holesterol, slab holesterol, v tem primeru imamo pa zdaj tehnične rešitve in sicer prva stvar je omega 3. Omega 3 vzamete 3 zvečer, se pravi 1 gram omega 3. Poleg je potrebno vzeti E-vitamin. E-vitamin to je olje iz pšeničnih kalčkov, vzamete 2 do 3 tudi zvečer. No, v tem primeru, če imate zamašene žile, je potrebno še C-vitamin, ga tudi pri meni dobite, ampak zdaj nimam ga tle za pokazati, pa česnove tablete. Česen niža pritisk in po drugi strani, zdaj tisti, ki imate nizek pritisk, pa da imate tudi zamašene žile, v tem primeru vzamete zvečer, pa potem samo dobro spite. Ni to, da boste, ne vem, omotični in tako naprej. Se pravi, za vratne žile, kdor ima zamašene žile, omega 3, E-vitamin, C-vitamin in česnove tablete. No, to so zdaj prehranska dopolnila. Naslednja stvar je lahko pa povezana z vrtoglavico, da imate težave s hipofizo ali epifizo. To sta pa dve žlezi, ki sta v možganih in sta odgovorni za, med njima poteka kot elektromagnetno polje. Večkrat sem vam že kazala, v glavnem to je iz knjige Ko imajo hormoni žur, takoj na začetku sem dala to skico, ker na koncu koncev večji del izmed nas nima pojma o teh žlezah v možganih. Poglejte, tukaj je hipofiza, to je epifiza in v glavnem med njima nastaja elektromagnetno polje. Tukaj je hipotalamus in preko hipotalamusa potem sporočila grejo v vsako celico našega telesa. Zdaj, če mi gledamo, od kje lahko pa pride težava s hipofizo ali epifizo. Se pravi, te dve drobni žlezi. Prišla sem do zaključka, da lahko pride do poškodb, ne vem, nekdo se udari na glavo, v tem ali v preteklih življenjih in ima potem težave, energijski manjši pretok prek teh dveh žlez in avtomatično ima zaradi tega ne samo vrtoglavico, lahko ima epileptične napade, lahko ima razne težave s hormoni, ne nazadnje, ker hipofiza nadzira vse hormonske centre, lahko ima težave s polnjenjem, lahko s koncentracijo,
v bistvu vse, kar je povezano direktno z možgani. No in v tem primeru mi potrebujemo, kaj bi jaz v tem primeru vzela? Omego 3 in beta-glukat, zdaj tisti, ki pač potrebujete mehko pospešiti delovanje možganov, omega 3 in beta-glukat. Zdaj zakaj beta-glukat? Ker ima noter cink, baker, selen, jod, to je pa točna kombinacija, da pobere ven tudi težke kovine in hormonske motilce, predvsem pa motilce te težke kovine, ki blokirajo delovanje žlez v možganih. Zdaj pa kako lahko te dve žlezi spravimo v delovanje? Iz izkušenj sem prišla, da najbolj učinkovito deluje zdravilna molitev dekodiranja. In direktno damo noter v to zdravilno molitev dekodiranja. Se pravi, na pomoč kličem vse svetle sile. Vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s slabšim delovanjem moje hipofize. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božjo svetlobo, vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta in potem damo roke v položaj klunčka in jih usmerimo tukaj gor in tukaj je točka, ki je povezana s hipofizo. In si ponavljamo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo in si na teh zdravilnih točkah to ponovimo in ta točka, se pravi tukaj na sencah, pa vplivamo na delovanje epifize. In potem pa damo roke pred seboj v položaj blagoslova in si predstavljamo, da gre žarek svetlobe iz naših rok v center v možganih. Lahko si date tudi tako roke in si predstavljate, kako zdravilna energija teče točno v ta dva centra v možganih in kako se obnavljata. Vam povem, da te stvari delujejo. Vi imate moč v sebi, da lahko svojo zdraviteljsko močjo počistite svoje polje, vplivate na to, da grejo te blokade stran, usmerite energijo in predvsem, se pravi, tehnično nahranite telo in na energetskem nivoju sčistite, počistite in odstranite vse tisto, da ste novi in dobesedno postanete novi. Ker kaj se zgodi, ko vi počistite te centre v možganih, se pravi, ko jih tehnično nahranite, potem pa še počistite energetsko in napolnite z novo energijo. Prva posledica je to, da bolj spite. Druga, da začne recimo proizvajati se rastni hormon. Rastni hormon vas preoblikuje, stopi odvečno maščobo, vpliva na pomlajevanje. Hkrati, ker hipofiza aktivira delovanje vseh ostalih hormonskih centrov, to vpliva na vaše dobro počutje. Predvsem nimate več vrtoglavice in spomin se izboljša. Veste tisto, ne, če si omotičen, to že ni fajn. No, še eno stvar, probajte, če imate težave z vrtoglavico, lahko, v zadnjem videu sem tudi že o tem govorila, preverite in se vprašate, čez svojo glavo imam energijski pokrov. In če greste naprej, pomeni, da je čas, da to počiste. Preko tega, mislim, kako zaznavam jaz te energije, sem prišla do zaključka, da, kako naj vam to povem, škodoželjnost ljudi, prav škodoželjnost, zavist, deluje na energetskem nivoju tako kot pokrov čez glavo. Se pravi, nekdo te more pokriti, te more pogasiti, te more ustaviti, te da pod pokrov. Dobesedno, tisti, ki to občutite, ko imate večkrat glavobole, vrtoglavice, pritisk v glavi, brez razloga, se lahko pač vprašate in enostavno rečeš, parkrat si ponoviš, v stiku sem z resnico, v stiku sem z resnico, v stiku sem z resnico. In
ko pač si v stiku z resnico, enostavno se vprašaš, občutim, da ta pritisk v glavi je povezan, se ti pade tisti trenutek na pamet, kdo, enostavno rečeš, je povezan s, ne vem, zavistno energijo tega človeka. V trenutku dobiš odgovor, zaupajte svoji intuiciji, res si zaupajte in boste videli, kaj se bo zgodilo. Ko dobite odgovor, vi enostavno takrat imate moč in to lahko izničite. Zdaj pa kako? Ena stvar je, Jezus je rekel, molite za svoje sovražnike. Se pravi, za te, ki vam želijo slabo. In a veste, kaj jaz delam? Kamorkoli grem ali pa karkoli, ja, tudi v trgovino, rečem, stvarnik, moji vodniki, angeli, naj se tem ljudem, s katerimi bom zdaj prišla v stik, dvigne vibracija. Zato, ker zakaj bi se meni mogla nižati, če lahko vplivam na to, da se njim dvigne vibracija in smo vsi potem dobro. No, druga, to je zdaj ena stvar. Tisti, ki so pa škodoželjni in vemo, da ta trenutek seka na polno, pa vi enostavno lahko rečete, zavračam vse te energije. Vse te energije jih vračam k svojemu izvoru. Pač ne se vsak svojim ukvarja. A ne, to, kar proizvajaš, ne se ti povrne. In zanimivo, recimo tudi preko tega kanala dobivam včasih zanimive komentarje, se jih zbrišem. Prav čutim, kako nekaterim gre to moje delovanje v nos, pa si mislim, glej, jaz bom delovala naprej, zdaj sem že krasno, v zadnjih 3 letih sem imela zanimivo šolo, pa sem marsikaj počistila, ampak res marsikaj počistila in vam povem, toliko sem hvaležna za vse te ljudi, tudi za škodoželjne, ker na podlagi tega jaz postajam močnejša. In naj sekajo, kakor hočejo, ker postajam močnejša. Pa ne v jezi, ampak v tej svoji sveti moči. In vsak od nas jo ima, ker smo ustvarjeni po božanski podobi. Tudi tisti ta slabi ljudje. Ampak nažalost so se ločili stran od te dobrega bitja in so samo na strani teme, ega, a ne? In prav ego, angleška beseda za ego, pomeni edging God out, se pravi ego, ja, tako, postavljanje Boga na obrobje. In pomeni, da nekdo pač je začel uporabljati nekega druga Boga in je vse v redu. Tako da glejte, če vas življenje šola, če imate vrtoglavice, nahranite svoje telo. Dajte nekaj malega investirati v naravna prehranska dopolnila. Pri meni veste, da je popust za te izdelke, je zdravje in dobite lepo za izdelke s popustom, jih začnete uživati in po drugi strani dekodirate, počistite in boste videli, kako se boste dobro počutili. Tako da v glavnem, delajte na sebi, a gremo še na sporočilo, prehod v novo dobo, da vidimo, kaj nam sporoča stvarstvo za vse te svetle duše, ki vas zanima, kako izboljšati svoje življenje, predvsem pa za vse tiste, ki delate korake naprej, proti sebi, proti svoji celovitosti in ki želite, da se v vašem življenju zgodi vse dobro. Da vidimo. Prvo sporočilo je, vse, kar ti ne služi več, naj odide na miren in ljubeč način. Svobodna si. Čas je za svobodo, osvobodi se vseh spon, odnosov, to je taka moška energija, ki počisti. Dovoljujem, da se sčistijo podzavestni programi, nezdrava prepričanja, vsi uničujoči celični spomini, ki me na zavedni in nezavedni ravni bremenijo, ter mi ne dopuščajo, da bi srečno zaživela. Hvala za izkušnjo, ki je ne potrebujem več. Skozi mene teče svetloba,
odpuščam sebi in odpuščam drugim. Tako da odpustite si, odpustite drugim in osvobodite se. In vam pripada sreča, zaslužite si jo, zaslužite si ljubezen, zaslužite si izobilje vsega dobrega. Tako da pripada vam vse dobro. In delajte korake za sebe, zato ker se imate radi, zato ker vas ima vaša duša rada, tudi če vas mogoče ljudje nimajo, vaša duša vas ima vsekakor neizmerno rada in zaupajte, da je vsaka stvar točno tako prav, kot je. Učimo se biti celoviti. Tako da uživajte in naj se v vašem življenju zgodi vse dobro.